Cenjene dame, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli doma. Moje ime je Rok Bohinc, jaz bom danes povezoval ta čudoviti dogodek, danes smo se malo razpravili tukaj na 8. srečanju Slovencev, zavejstva in sveta. In moja naloga tukaj je, da sprostim celotno ozračje, da se bomo vsi zabavali, da se bomo vsi delali in zato, da bo to potekalo čim bolj sproščeno, da se bomo čim bolj zabavali, jaz rad, da se najprej vsi skupaj spoznamo. In kako bomo to naredili? Zelo preprosto. Jaz bi vas prosil, da na 3-4 zdaj se vsi vi zaderete svoje ime. Velja? Zelo preprosto zadev. Dobro, gremo po. 3, 4, zdaj. Pozdravljeni. Torej, kako bomo danes speljali celotno zadevo, bomo razložili čez nekaj trenutkov, ker bomo kar velikaj proceduralnih zadev, ki jih moramo narediti. Najprej zato, ker boste danes ogromno ploskali, bi vas rad ogrel, da boste pripravljeni na aplauzo. In najprej bi rad slišal, kako date vi en tak zelo splošen, normalen aplauz. Dajmo si mogoče pogledati, katera od dveh polovic tukaj je močnejša, kje vas je več, komunička ploska. Zelo preprosto bomo to naredili. Ko jaz pokažem, ko jaz dvignem svojo desno roko, plosknete samo enkrat na moji desni polovici. Samo enkrat. Okay? Na levi polovici, ko dvignem levo roko, vi plosknete samo enkrat. Samo enkrat, samo enkrat. Ok, gremo na drugi strani. Pozorno gledajte, kaj se dogaja tukaj. Gremo pa če enkrat. Dame in gospodje, prosim, gledajte, zelo pozorno gledajte dogajanje.
Dobro, gremo še enkrat, to je zdaj zadnjič, čakaj. Odlično, super, hvala lepo, jaz mislim, da ste pripravljeni in seveda lahko začnemo s našim prvim uradnim delom. In sicer najprej, pripravljeni ste, da prireditev peljemo naprej in kot se spodobi, bomo tako na začetku poslušali dva govora, jaz bi kar prosil dva gospoda, ki veste, da bomo dobro, da se počas začne, da približeva stopnica motorov. In sicer najprej vam bo nekaj besed namenil gostitelj, tako da bomo odrvali župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Spoštovani rojaki, dragi Slovenke in Slovenci, spoštovani minister za ekipo, dobrodošli doma, dobrodošli v občini Brežice. Veseli smo vašega obiska v naši občini, ki je 13. po velikosti med slovenskimi občinami. Tu nas živi in ustvarja 24.500 občank in občanov. Smo obmejna občina za sosednjo Republiko Hrvaško, si delimo 67 km nedržavne in členske meje. Poleg storitvenih dejavnosti trgovine in proizvodnje ter kmetijstva, predvsem vinogradništva, je občina močno usmerjena v turizem. Geotermalni vrelci so omogočili razvoj toplic, ohranjanje narave in omogoča razvoj zelenega turizma, kjer vidimo naše prirodne razvoje. Dodatna turistična ponudba bomo razvijali na Brežiškem jezeru od hidroelektrarne Brežice, ki je eno od največjih jezerov v Sloveniji. Občina Brežice postaja čedalje bolj tudi prostor za različne prireditve in dogodke. Vsako leto nas na festivalu Brežice, moje mesto, obišče na tisoče obiskovalcev blizu in daleč. Letošnjem letom pa z veseljem gostimo današnjo prireditev Dobrodošli doma. Dragi rojaki, kot Slovenec sem vesel in ponosen, da ohranjamo slovensko identiteto in kulturo v okolju, kjer ste si ustvarili novo življenje. Prav zamejski Slovenci in seljenci ste nam, ki živimo v matični domovini svetu, zgled, kako biti zavedeni in ponosni na svoj narod, se nam tega včasih doma primanjkuje. Prireditve, kot je današnja, so prav z vidika ohranjene vezi med seljenci in zamejci ter domovino za pomembne. Pomemben je tudi slovenski jezik, ki kako srce poganja krep uživa slovenskih društv in pomembno. Številne generacije Slovenk in Slovencev so zapustile domove zaradi preživetja, za boljše življenje, zaradi večjih priložnosti za služek, marsikateri tudi zato, ker se ni strinjal z državno ureditvijo po drugi svetovni vojni ali pa je bil beg v tujini nujen za življenje. Tudi danes se naš narod sooča z izseljenjem mladih, ki iščejo v tujini predvsem zaposlitev, boljšo priložnost za boljše življenje. Zato upravičeno pričakujemo naše vlade, da bo slovensko državo vodila odgovorno in gospodarno, ter tako zagotovila kakovostno življenje vsem ljudem. Želimo si, da bi država vsem našim rojakom, ki se želijo vrniti v našo dolino, to tudi omogočila. Od slovenske vlade pričakujemo, da bo vzpostavila pogoje, da Slovencem ne bo treba se izseliti v tujino zaradi preživetja in boljšega življenja, da se bodo v tujino izselili ljudje samo zaradi želje in odkrivanja novih stvari in ne zato, da bi to sili se dvajno bolj za doživeti. Želimo si države, ki bo nas, Slovenke in Slovence, nadajala s ponosom in občudovanjem, kar je pravično, kulturno in srčno. Spoštovani rojaki, veseli smo vaših obiskov v naši občini. Želim vam vse dobro, predvsem pa dobrega počutja v naši sredini. Želim vam lepo nadaljevanje dneva in vas vabim, da se vrnete v našo občino kot turisti v Sloveniji partner. Hvala vam in imejte se lepo. Hvala lepo, gospod župan. Pred našim naslednjim dogodcem pa bi rad povedal samo eno malenkost bolj tehnično stvar, ki jo želimo danes narediti. In sicer res je ogromno nastopajočih, ogromno različnih folklorskih in pevskih društev, pevskih zborov in želimo, da bo vse skupaj potekalo čim hitreje, zato da bomo celotno dogodek spravili skozi v 2 urah in pol. In mogoče bomo res lahko daljši čim bolj celotno, ki se pozabi pojaviti.
Ne me držati za besedo, ampak upam, da nam bo uspelo. In princip, kako bomo to naredili, je zelo preprost. Jaz bom vedno napovedal pevski zbor oziroma kontrolno skupino, ki se mora pripraviti, boste prišli tja do odra in zdaj imamo tam, če se ne motim, že mešani pevski zbor Encija. Ste to vi? Sam pomagajte, če ste to vi. No, oni so zdaj pripravljeni, ampak še pred njihovim nastopom pa je čas, da povabimo še nekaj gospoda, ki je odgovoren za to, da se vse dogaja. Dame in gospodje, na odr vabim ministra za Slovencev za mesto in svetu gospoda Gorazda Šnavca. Spoštovani župan mestne občine Brežice Ivan Molan, spoštovani dr. Peskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, predvsem pa drage rojakinje in rojaki iz sveta in zamestja. Vesel in ponosen sem, da ste danes gosti tukaj v Brežicah. To so kraji tudi mojih staršev, ker je dejansko pravzaprav nek praznik slovenstva v Sloveniji. Želim vam prisrčno dobrodošlico na 8. tradicionalnem srečanju Slovencev iz celega sveta. Dobrodošli spet pred nami, tako tisti, ki ste danes tukaj in svojo prisotnost dajete pomen veličini tega današnjega dogodka, kot vsem tistim Slovencev in Slovencev od Argentine, Kanade, Amerike in Brazilije, Evrope in našega zamestva, ki vas gledajo preko YouTubea in preko televizijskih ekranov in s tem tudi spoznavajo te naše kraje. Prejšnjo leto smo bili v Rakičanu, letos smo v Brežicah. Vsako leto se srečamo na drugi lokaciji, da bi imeli možnosti spoznati različne kotičke naše lepe Slovenije. Obenem pa si želimo ozaveščati lokalne skupnosti o velikosti in pomembnosti naših rojakinj in rojakov v tujini, ter da je Slovenija z njimi in skupaj z vami mnogo večja kot sicer. Vaša prizadevanja in ponos, da ste Slovenci, nas tukaj doma navdajajo z voljo, upanjem in pozitivno energijo. Zato si želimo, da bi tudi Slovenci v matični domovini lahko doživeli to, kar jaz doživljam ob vsakem obisku naših slovenskih skupnosti, ko slišim slovensko besedo in slovensko pesem v tujini. Letošnji dogodek, dobrodošli doma, je še toliko bolj poseben, ker sovpada z Cankarjevim letom in letom Evropske kulturne dediščine. In prav vi, dragi rojaki, dajete neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske kulturne dediščine povsod v Evropi in svetu, kjer ste tudi doma. Hvala županu in mestni občini Brežice za sodelovanje in pri organizaciji tega velikega dogodka in njihovim gostoljubjem, saj sem prepričan, da so vas lepo sprejeli. Želim vam, da bi se odlično počutili, užili gostoljubje Brežičanov in čutili, kako zelo se dobrodošli doma. In na koncu, ker bo spregovorila predvsem kultura, bi želel reči samo eno misel. Kultura ne pozna meja. Kultura ne pozna sovraštva, ona se samo ustvarja. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa tudi vam, gospod minister. Sedaj pa dovolj besed, čas je za petje in za našo prvo glasbeno točko. In sicer na oder vabim, da se mi kar pridružijo člani mešanega pevskega zbora Encija. In tim, ko oni hodijo na oder, bom jaz povedal še nekaj besed o njih. Mešani pevski zbor Encija deluje v okviru Slovenskega kulturnega društva Istra iz Pulja in šteje 35 stalnih članov. Vodi ga dirigentka profesorka Ola Stelnotič, njihov repertoar pa sestavljajo predvsem slovenske narodne in avtorske pesmi. Vendar pa je bila njihova želja po obogatitvi vokalnega in glasbenega izraza vedno tako močna, da že dlje časa sodelujejo tudi z različnimi drugimi umetniki. In če vas kdaj slučajno zamika, da bi sodelovali tudi s kakšnim stand-up umetnikom, kot sem jaz, me lahko seveda povabite, da bom z veseljem prišel tudi do vas. Sedaj pa dajmo en lep aplavz za mešani pevski zbor Encija.
pevski zbor Incija, sedaj pa vabim člane slovenskega društva Augsburg, ste to vi? Odlično, da se pripravi ob odru. So se pa danes v okviru dogodka Dobrodošli doma predstavili tudi nagrajenci 16. nagradnega natečaja, ki ga je organiziral Urad za Slovence v zamejstvu oziroma po svetu. Sodelujoči so pripravili diplomsko, magistrsko in doktorsko delo na temo Slovencev v zamejstvu oziroma po svetu. Namen natečaja je spodbujanje raziskovanja dejavnosti na področju zamejske in izseljenske tematike in s tem krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Še enkrat želimo pozdraviti vse nagrajence. Nagrajenci, da vam ne bo treba hoditi na oder, razprosil samo, da slišite svoje ime, vstanete, vsi vam bodo dali aplavz in potem primerno. Zdaj pa vsi nagrajenci, ki smo jih danes še slišali. Na temo Slovencev v izseljenstvu je drugo nagrado prejela Alenka Čuš iz Rač. Alenka je napisala doktorat z naslovom Pomen vzgoje in izobraževanja za vitalnost slovenske skupnosti v Torontu. Prvo nagrado pa je prejela Mojca Filc-Klub iz Ljubljane. Mojca pa je napisala doktorat z naslovom Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja. Če se ne motim, ste potem vsi nagrajenci nekje v zadnju. Ja, približno. Gospod Mojca. Na temo Slovencev v zamejstvu pa je drugo nagrado prejel Miha Zobec iz Sežane. Miha, če se tudi pomagli. Miha pa je dobil nagrado za doktorat z naslovom Prizadevanje slovenske manjšine v Italiji za dosego zakonske zaščite 1975 do 2009. Sedaj pa še prva nagrada, ki pa je prejela Neža Kravo z Dolina pri Trstu. Prejela pa nagrado za magisterij z naslovom Idejna zasnova prenova in pozdrava Narodnega doma pri Svetem Ivanu v Trstu. Čestitke vsem. Ja, tako je nekaj se. Jaz sem lansko leto sem tudi jaz diplomiral. Hvala za nas dan aplavz. Ja, končno sem diplomiral. Potreboval sem samo 10 let, da sem zaključil 4-leten študij. Kar je še vedno eno leto. Ja, to pa ne vem, če si to zasluša vlaza na hvala. Moje mami je vas zelo vesela. Zdaj sem v izobrazbi univerzitetni diplomirani profesor sociologije in literarni komparativist, kar je strokovni izraz za brezposelne. Hvala za brezposelne. Zdaj pa mislim, da je čas in lahko na oder prvi vabimo slovensko društvo Augsburg in ker pridite na oder, jaz bi naprebral, pa še v bistvu slovensko društvo Augsburg, kako pridete na oder. Slovensko društvo Augsburg bo prihodnje leto praznovalo 40. obletnico delovanja. Društvo, ki ohranja slovensko kulturno dediščino ter slovenski jezik v Sloveniji, bo danes predstavila demografska zelo raznorodna folklorna skupina. To skupino sestavljajo babice, dedki, vnukinje, hčerke, sinovi, zakonski par. In zanje bi lahko trdili, da so ena velika družina. Si predstavljate, kako izgleda njihovo družinsko kosilo. Zdaj pa besedo lepo. Danes se bodo predstavili zračno primorskih plesov, tako da damo en aplavz za Augsburg. Koroških plesov, za venček koroških plesov dajmo aplavz na primorci.
Torej, še enkrat članov društva. Sedaj pa bi na oder rad povabil predsednika Zveze Slovencev na Madžarskem, gospoda Božeta Filnaka in predstavnico komunalnega podjetja Vrhnika, gospod Brigito Šenk-Režen. Če lahko kar gospod in gospa prideta na oder. Čudajte se. No, bomo še uredili. Kaj pa potrebujemo pred odrom, da se pripravijo člani Slovenskega kulturnega društva Ajda iz Umaga. Tako da Slovenskega kulturnega društva Ajda iz Umaga bi se pripravili pred odrom, na odru bi se daj želeli imeti predstavnico komunale Vrhnika in pa predsednika Zveze zamejskih Slovencev Madžarska. Zdaj bi samo da razložim, kaj se pa bo pravzaprav dogajalo. Nadaljujemo namreč s prav posebno akcijo in sicer je komunalno podjetje Vrhnika v sklopu letošnjega leta, ki je Cankarjevo leto, izvedlo akcijo Podarimo knjigo, podarimo slovensko besedo. Namen akcije je bil zajeti čim več zavrženih knjig, ter jim dati možnost, da se živijo med bralci in s tem ohranjati slovensko prozo med našimi rojaki v zamejstvu. Zbrali so okrog 450 knjig, kar je rahlo zaskrbljujoče, da je veliko število ljudi vrženih na stran, ampak sedaj pa bomo nekaj prodati. Zbrane knjige pa bo komunalno podjetje Vrhnika skupaj z Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in v svetu jeseni podarilo Zvezi Slovencev na Madžarskem. Sedaj pa bomo imeli simbolično predajo znanja, pa mislim, da bo še eno stvar, da bo še nekaj povedal. Dobar dan, jaz sem Breda, bila sem udeležena čisto v vsaki knjigi, ki je prišla k nam. Zbirale so se knjige v naši knjižnici, ima na Cankarjevi Vrhniki in pa v depoju, ki je del komunalnega podjetja Vrhnika. Knjige so popisane in seveda, ko bo se akcija zaključena in bomo se predali. Danes je tudi knjiga, ki jo ravno tako rada predam in stojimo za tem, ker smo obljubili, da bomo sprejeli. Odlično, gospodi so prečekali, kar je glas. Jaz sem pa Jože, Nataleta, najmlajši rejak in zamestnik celega sveta, to je bilo že povedano. In seveda, ko bo slovenčil te knjige, te zbire, načinje, pohvalili slovenski jezik, uporabljeni, ker ni enostavno in še malo tudi našli jezik. Hvala lepa še enkrat, vzajemno nekaj. Še eno posebno obvestilo, če ste slučajno želeli, ki ste si zaželeli pristne slovenske vode, potem vas vabimo, da pridete v ta naš segment, kjer sta komunala Vrhnika in komunala Brežice združili moči in so postavili ta vodni stol, kjer lahko hočete čisto slovensko vodo. Poleg tega pa je Urad za Slovence izskrbel papirnate kozarčke, katero smo tudi ekološko zelo zaveščeni. In ko smo že ravno pri tem, da je letos Cankarjevo leto, da smo ravno podelili knjige, ki jih izbila komunala Vrhnika. In jaz imam za vas eno pesmi. In te pesmi vam zagotavljam, še niste slišali, zato ker je napisal moj dober prijatelj vnuk Frana Milčinskega Ježka, Ruš Milčinskih, za otvoritev argonavtskih dnevov na Vrhniku. In ta pesem govori o tem, kako bi bilo, če bi bil Ivan Cankar kapitan ladje Argo. In to ladjo verjetno poznate iz grške bajke Jazon in Argonauti oziroma Jazon in Zlato Runo. Zakaj so Argonauti tako pomembni za Slovenijo? Sodeč po bajki so z ladjo bili ponebljanci in prišli tudi do njenega izvira. Od tam naprej pa so ladjo kar pokopnem spravili do morja. Kako točno so to naredili, si lahko preberete v bajki. Jaz pa vam
bom seveda prebral pesem, zelo svežo pesem, stara je en teden, naslov pa je Ivan in Cankar Donauti. Nekoč plula je ladja, vsa obsijana od sončnega sija. Ni rabila veslača, ker bila je slovenska, je ognala fovšija. V njej mogočni neustrašni vojščaki, hranci in drki, za krmilom pa mož vrhogledi z mogočnimi vrki. Znan bil je potem, da so vrage premagal je hop na horuk in da po plati je vedno bil čor, katerem veljali njegov soklobih. Ob večerih menda se rad je sprostil in spil kakšnega znanca. A danes mu ni bilo do smeha, ker je Argo usmeril po koski Ljubljanca. Za hrbtom ga zmoti postava porihtana v liba, počesani lasje, nalakirani nohti in glas, kakor častina obiba. Bil je to glasbenik Orfej, ki igral je na note bleščala. Hej, Ivan, sem te prišel malo vprašati, kaj boš malo krala. Pusti me na miru, ne maram zdaj, je zadajil Orfej. Mar ne vidiš, da za strugo takule premajhna je naša galeja? Orfej žaloščen se obrne in na prati izdahne. Grem, ne opozorilo ti dan, ta reka na koncu zemljo predahne. Ivan skoči pod palubo, v soju zgolj svoje lanterne, da po nasvetu povpraša prijatelje svoje zmoderne. Ali nihče od trojice ni znal rešiti ladje iz rečne tezanke. Murat in Peter sta odletili kaštela, Župančič je zastavljal pridanke. Ivan, ker se nisi po zvizdah ravnal, se bomo kot zašnalo, tam dol pri močilniku zavili v skalo. Ivan skoči na krmo in pride na idejo od kaknega romana, da med ladjo in skalo dodal kar na klancu, ki je njegov najdaljši roman. 164 strani, najbolje trg ublaži. Nakana začuda uspe in Ivan si ladjo obrta na ramo. Ostalih Cankar Donautovh ni niti vodil, da ne bi bilo drag. Argo prenese potopnem, jo vrže v morje, kot da je majhna piljona. Se sede na tla in zave, da mu Ljubljanca prava 11. šola. Sedaj pa nadaljujemo slovensko kulturno društvo Ajda iz Umaga, kar pride dol. Lahko da moj naprav se ne zavrstiti. Slovensko kulturno društvo Ajda letos praznuje 7. obletnico delovanja. Predstavljajo velik del kulturnega življenja v Umagu in okolici. Nastopali pa so že v vseh mestih Istrske županije, na Reki, v Splitu, v Zagrebu, v Sloveniji in na Cankarjevih in Sarajevu. Najbolj prepoznaven in aktiven pa je seveda ženski pevski zbor Ajda, ki ga sestavlja 20 inteligentka pesmica. Pojejo izključno ljudske pesmi, ki so jih pele njihove matere, babice in žabice. In s tem tudi skrbijo, da te prelepe pesmi ne bi šle v pozabi. Tako da prosim, dajmo en aplavz za ženski pevski zbor Ajda.
mladinskemu zboru Ajda, pred odrom pa se nam pridružijo člani društva Bazovica iz Reke, torej gospodin gospodje iz Bazovice, če se lahko postavite, zberete tukaj pred odrom. Pred tem nastopom bomo podelili še nagrado za izjemne dosežke v alpinizmu. Tako da bi na odr povabil ministra za Slovence, če se vam pridružil, in pa seveda gospoda Romana Benediča. Lahko kar prijeta odr. Medtem pa, ko gospodje prihajajo na odr, pa bi jaz kar prebral, da boste nekaj počusti. Zamejski Slovenec, Roman Benedič in Italijanka Nina Smodel sta prvi zakonski par, ki se je povzpel na vseh 14 tisočakih. Roman je tako tudi prvi Slovenec, ki je tam tudi uspel. S tem, ja, seveda nemam glaza, gospoda. S tem je gospod podal še eno vejoči kamen nosicev bogat slovenskega alpinističnega opus, ki je v svetu, zlasti v strokovni alpinistični javnosti, zelo prepoznaven ter spoštovan. Pri tem pa se moramo zavedati, da je Roman te vrhove v veliki način dosegal način, ki v alpinizmu pomeni največ. To je alpski in polarski slog, v majhnih ali na vezi svojo ženo. Vedno brez uporabe dodatnega kisika, vedno brez višinskih nosačev in brez predhodno postavljenih višinskih taborov, ter po veliki večini brez uporabe fiksne vrede. Roman je zgled načelnega in častnega alpinista, ki sledi svojim alpinističnim občutkom ter visokim etičnim alpinističnim merilom. In zaradi vseh dosežkov ter njegovega izjemnega prispevka k promociji Slovenije in slovenstva v svetu, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in v svetu ter v njegovem imenu minister Gorazd Šmalc podeljuje Romanu Benediču posebno priznanje in zahvalo. Čestitke, gospod Roman, idemo še enkrat glas, prosim. Spoštovani vraki in vrakinje, ponosni sem, lahko zelo prezivam in za šah poslancem in pa predsednik matične komisije za slovenske slovenske posvetne. Danes je dan po izredno priznanju našemu Romanu Benediču za mesto in odletne skupine državljanov Republike Slovenije za izjemne in vrhunske dosežke v alpinizmu. Spoštovani Benedič, hvala za vse, kar ste naredili za slovenstvo in za alpinizem. Skupaj povedati. Letos je zame lepo in veliko leto, veliko se bo dogodilo prva stvar, da sem postal slovenski državljan, to je moje želje. Gospodu Šmalcu se bom zahvalil, veliko dela se je končala tudi moj krok na svoji 8 tisočakov, smo končala lani 114 tisočakov, zdaj že 13, smo imeli skupaj. In zdaj še ta priznanje, se zahvaljujem vsem. Še enkrat čestitke. Sedaj pa na odr vabim kulturno društvo iz Reke, Bazovica. Ste tukaj, samo trenutek, ki sem pričel, ste iz kulturnega društva Bazovica? Torej, kulturno društvo Bazovica išče se kulturno društvo Bazovica. Če je kdo videl, naj se zglasi pri najbližjem moderatorju tega dogodka pri meni. Torej, nimamo kulturnega društva Bazovica in povedal. Potem pa imamo mogoče tudi slučajno že pripravljen mešani pevski zbor. Inka. Vi ste pa pripravljeni. A niste še pripravljeni. Koliko časa, jaz opravičujem, da me zdaj vsi poslušajo na dobro, nasta pa sem izpostavite, 3 minute še potrebujemo. Odlično. Potem bomo pa izkoristili te 3 minute za
malo rekreacije. Vem, da je nenavadno zveni, ampak vi sedite tukaj že kar nekaj časa in bi predlagal, da vsi skupaj ostanemo. Dajmo ostati, da se malo razgibamo, bolj paša, ne? Da se malo raztegnemo. Ene par vas vidim, možete ostati tam zadnji, odlično. Kar bomo naredili, je ena zelo preprosta zadeva. In sicer, vem, vidim vas, da vas je kar precej zelo lepo oblečenih, mogoče nam začne zelo resne predstavljati. Ampak nič drugega, rad bi, da bomo zdaj vsi enaki v tej rekreaciji. In sicer, kaj bomo naredili, je, da bomo vsi skupaj stiskali naše gluteus maximise. Slučajno ne veste, kaj je to, so mišice zadnje plati. Ja. In zdaj, da bomo prekrvaveli naše celotno telo, bomo vsi skupaj stisnili mišice, pa sprostili. Gledajmo, stisnemo, pa sprostili. Gledajmo, stisnemo, pa sprostili. To je ne samo dobra vaja za prekrvavitev telesa, tudi nasmeh prinesemo. Ne da boste nasmejali. Še posebej tiste malo bolj zadnji, kar boste še nekaj spredili. Stisnemo in sprostili. Zdaj, druga vaja je v bistvu ena zelo preprosta vaja, ki pa deluje tako. Slučajno niste slišali, na eni roki kazalec, na drugi roki palc in samo to delate. To je najlažja vaja na svetu. Kar probi, malo še vaja. Zdaj pa da vidimo, vi ste bilka, vi ste pripravljeni, najbolj da prijete kar na odr, jaz bomo prebrali vaše opis. Vi se pa lahko usedete, seveda, jaz pa nekaj zavljate. Pardon, torej zdaj še zadev. Na odr prihaja mešani ljudski zbor, torej, kaj bi povedal, če bi pred nami nastavila Vazovica? Ja, hvala Vazovici. Pripravi pa se lahko že mešani ljudski zbor. Milka, mešani ljudski zbor Slovenskega prosvetnega društva Milka in poleg izredno dolgega delovanja tudi zelo dobro ime. Zbor prihaja iz Pilčevca, ki je dvojezična občina v kraju Celovec dežela na Koroškem. In res me zanima, v bistvu, če ima tudi v nemščini napisano svoje ime društva. Če ste se slučajno spraševali, mešani ljudski zbor Slovenskega prosvetnega društva Milka se prevede Gemischter Chor der Slovenischen Jugendgesellschaft Milka. Zadnje besede nisem znal prevesti. Mislim, Google, verjamem, ne bi znal prevesti. Zbor trenutno šteje 31 dejavnih pevcev, tudi ga Ljubim Kljuca jeseni, ko so izdali tudi prvo lastno zgoščenko, malo čez, mislim, da sem to preveril, v opisu so napisali še, da lahko šopek posnetih pismi vzamete se domov in kjer pa niso napisali, kakšna je cena, tako da sledom, da je zaston. Ne vem, pa ne presne. Tako da dajmo zdaj ni zaston. Če ga boste vzeli, ne boste plačali, da ste ga ukradali in jaz sem naročujem, da bo zdaj tudi vrnil. Zdaj pa dajmo en aplavz za mešani ljudski zbor.
ne bi se nič očitno ne prišlo do parih zmešnjav, napak iz moje strani in sicer, to je bil seveda mišljen pevski zbor Bill Jones, sem pravilno zbor, Bill Jones. To je, iskali pa smo skupino Bazovica, nekaj, so pravičene, Bazovica. Iskali pa smo skupino Bazovica, tako da mislim, da se nam oni zdaj tudi se nam bodo pridružili. Zdaj sem pa izvedel, da se naslednja kulturno društvo Lima iz Minhna se še oblači, tako da me zanima, če so slučajno tukaj člani društva upokojencev Ptuj. Ste videli? Ste? Gospe, a bi ste članice, a ste vi pripravljene, da bi stopile zdaj na odbor? Ste, odlično. Dajmo en aplauz za pripravljenost gospe, kar pride na odbor. Jaz bi z veseljem bil razpovedal, ampak smo trenutno malo zmedel. Bom pa ta trenutek izkoristil, s to, da vam povem, da imamo na moji desni strani stolnico elementov, sem pravilno izgovoril, elementov. In kar gospodje tam delajo je, pri njih lahko rešite eno anketo in sodelujete na ta način v nagradni igri in dobite srebrnik. In ta srebrnik lahko tudi pošljete kar. To mislim, da so vse informacije, ki jih imamo z tem. Odlično, dobil sem palec zgor, oziroma podpravi, da s tem reče like, to da sklepam, da je to znamo objavljeno, odlično, hvala. Palec zgor tudi vam, zdaj pa gospod ste na odboru, a nekaj trebujete še kaj, da se pripravljamo. Sedaj, ko gospod pridejo, bomo poslušali še ženski in upokojenski pevski zbor, vse zgleda to zelo vasno naravo. Če dobite, ste pripravljene, potem pa dajmo en lep aplauz za gospe Svetine.
iz Slovenskega kulturnega društva Lima Minhen, ne še, imamo še nekaj časa. Jaz vidim, da zdaj prihajate, jaz bom prebral, da ste zgrani, kar intervalo, 2 minuti, 3 minuti. Zelo različne informacije, razumem, se kaj tešte, gospodarska Torej, predtem, ko se pripravljamo, za nami je bila skupina iz Celovca, se pravi studira, pred nami skupina iz Minhna in na tej točki se jaz spominjam, kako je bilo, ko sem hodil v srednjo šolo in nisem imel pojma o nemškem jeziku. In to je bilo nekaj, jaz priznam, jaz sem bil v srednji šoli zelo prestrašen, zato ker se niste tako je, ko greš v srednjo šolo, greš skozi puberteto, imaš masne lase, masna koža, fanti vsakega časa zvedimo, da bi bili obsedeni s hudičami. Ja, ne moram skodelico čovjeka. In se te stvari se dogajajo v telesu. In meni bo grozno, ker jaz sem imel eno malo starejšo gospo, ki se je učila nemščino in je bilo, jaz ne tako ne povem. Ko sem jaz prišel v prvi letnik srednje šole, vse, kar sem jaz v nemščini znal povedati, je bilo, ich bin Moza, ein Kriminalpolizei, das ist meine Partner Rex. Ja, to vse, kar sem jaz znal povedati. In mi smo imeli na eno gospod, ker je pa skozi jezna, če si narobe rekel šön, da smo rekli šon, na mesto šön. In to je zelo pomembna stvar, in jaz se tega nisem mogel naučiti, in on je pa vedno tako, nein, nicht šon, šön, mit umlaut. Zdaj, vem, da vi veste, kaj je umlaut, ampak jaz nisem rekel, to sta tisti neplikci nad ojem ali pa nad ujem, ker črke spremenite v Jaz sem do konca srednje šole mislil, da umlaut v nemščini pomeni kreten, ker se je ona skozi name dala umlaut. No, ampak zdaj pa bomo, ja, res je, tragedija v srednji šoli je lahko komedija, potem čez nekaj časa. Sedaj pa kar imamo na odor, Bazovica, najprej Bazovica. Torej, pozadnji ta umlaut, Bazovica s tem. Samo trenutek. Naslednja pa se nam bo na odru pridružila folklorna skupina, ki deluje pod okriljem kulturnega društva Bazovica Reka. Jaz bi vas kar povabil, da ste na odr. Vsi dolgoletni oboževalci in navdušenci nad folkloristiko se verjetno spominjate, da je bila ta skupina ustanovljena leta 1971 in da je takrat bila koreografija iz Hrvaškega narodnega gledališča. Po 15 letih delovanja pa so se vzeli kratko pauzo ter stanočnice skrivnosti zakrili razloge, zakaj so se vzeli. Vendar so pred 10 leti ponovno obudili delovanje in sedaj nadaljujejo z več moči kot kadarkoli prej. In potem kontekst, zdaj se skupaj zamišljam, tako da tako gospodje, dajmo en aplav za folklorno skupino.
ljudje, ki zagotovo vejo, kaj pomeni umlaut. V mojem tekstu sem malenkost vračal nazaj. To so člani Slovenskega kulturnega društva Giba München, kulturna skupina, ki sta lahko harmonija, z njimi tudi Štefan Davadenič na harmoniji. Ja, treba naplav, Kulturna skupina je bila ustanovljena leta 1999, vodila pa jo je takrat Darinka Škeč. Mimogrede, Škeč je tak prikupen primek, tako da bi nekdo okrajšal besedo škečkanje, da bi ostalo samo Škeč. Sedaj pa skupino vodi Daniela Zver, primek, ki pa tudi veliko pove o tem načinu vodenja Maraba. Jaz sem pripričan, da gospa Zver je zelo prijazna do vseh, razen da bo spisal ne hecam se, ne vem, če sploh je gospa. Repertoar kulturne skupine šteje veliko različnih plesov iz Slovenske, Štajerske in Prekmurja. Poleg tega pa v ustnem času pripravijo ustne šige in naslove, ki so bolj modernega značaja. Tako so recimo pripravili že moški balet iz Afrike, Čebelice in Smrkce. In zdaj jaz nisem pripričan, da so Smrkci samo ustne šige, ki so jih oblekali, to dejanski ples. In če vas to zanima, potem morate priti in jih pogledati. Dame in gospodje, zdaj podemo en aplavz za Gibo München.
sedaj pa prihajamo na en dodatek v programu in sicer sem vodil kar pridružili, kar pridružili, ko je Slovensko društvo Triglav iz Subotice ustanovljeno je po leta 2002 in to so vse informacije, ki jih imamo od njih. Prosim člane, če pridejo na oder, bo pa nekaj pa še malo ne dajemo še aplauza. Kako se imate drugače, ste v redu? Zaploskite, če se imate dobro. Tako vam povem, da bomo skrajšali ta pohodek kar precejšnje. In sicer smo šli iz 3 uri pa pol, smo prišli zdaj na uro pa pol, uro 45, kar je kar rekord, pa še nobena rekordna skupina se ni izgubila. Oziroma, če se je, smo že našli Ljubljani, tako da je vse v redu. Zdaj pa ste pripravljeni? Ste pripravljeni? Tako da dame in gospodje, da imamo pa Slovensko društvo Triglav iz Subotice. to je bilo torej
slovensko društvo Triglav iz Subotice, sedaj pa se že pripravlja slovenski pevski zbor iz Mendoze, ampak preden pa prijemo na to točko, bi jaz mogoče samo eno stvar bi želel preveriti v vas. In sicer, kar me zanima, gledate morda telenovele, slovenske telenovele, turške telenovele, argentinske, brazilske, zaploskite, če gledate telenovele. Gospodje, v prvi vrsti so se odločili, da ne bodo ploskali. Povedo tudi, če gledate, pa ne ploskate vedno. Zaploskite, če ste kadarkoli gledali katerokoli od slovenskih telenovel. Zaploskite. To je en izmed teh novih zadev, ki so v Sloveniji pojavljajo. Zdaj bomo že kar precej teh telenovel. Imeli smo eno žlahtno štorijo, Usodno vino, Gorske sanje, Reko ljubezni. In jaz sem gotovo, da so vse te telenovele povezane z enim delom Slovenije. In da recimo imamo eno žlahtno štorijo o Usodno vino, se vedno dogajate nekje na Goričkah, potem imamo Gorske sanje, ki se dogajajo na Gorenjskem, Reko ljubezni na Dolenjskem. In na ta način lahko mi ustvarjamo neskončno število slovenskih telenovel. In vse, kar potrebujemo, je ena slovenska regija, eno znamenitost iz te regije in potem v naslovu zraven damo še en pridevnik za žalostno ljubezen. Ali za kakšno ljubezen? In jaz sem malo razmišljal. Jaz sem imel par idej pripravljen. Recimo, da bi imel telenovelo, ki se dogaja na Koroškem. Na Koroškem imamo Tino Maze, imamo mesto Črna na Koroškem, naslov telenovele Črnjanhina usoda. Notranjska, imamo kraške pojave, naslov telenovele Vrtača prevara. Ali pa Uvala poželenja. Zanimivo. Prekmurje. Mačarska se je priključila to pokrajino, na kar je ugotovila na eni točki, da jo noče več imeti in so nam jo dali nazaj. Naslov telenovele Nezaželjena. In tukaj se meni konča. Zdaj severni del Primorske, Goričko, ima že svoje telenovele, ampak kaj pa Obala in njene soline strasti? Ne bi bilo dobro, tukaj bi lahko se igrala s tem, da imamo dve družini in soline od ene segajo po bazenček od druge družine. In je še zelo dobra metafora za ta medsosedski občasni spor, ki ga imamo, recimo Piranski zaliv. Upamo, da se bo več nekaj reči. Ampak recimo, potem pa še ena ideja za telenovelo, ki bi se dogajala recimo na Gorenjskem, naslov telenovele Gorko srce. Zdaj mi imamo v Sloveniji še eno igralko, ki je ime tudi Gorka Verde in bi lahko ona igrala naslovno vlogo. Zdaj, paste to idejo. Tukaj imamo razdeljeno še celo zgodbo. Se pravi, Gorko srce je naslov te gorske telenovele na Gorenjskem. Dogajanje je na največji turistični kmetiji na Gorenjskem. In tam imamo starejšega gospoda, očeta, ki se bo v času pokojil in bo prepustil to turistično kmetijo najstarejšemu sinu. Najstarejši sin se bo v kratkem poželil, ampak takrat hiši pride nova dekla. In najstarejši sin se zaljubi v to deklo, na kar oče ugotovi, da se je to zgodil in postane jezen in razdedini najstarejšega sina in prepiše celotno kmetijo najmlajšemu sinu, na kar se izkaže, da je bil najmlajši sin tisti, ki je načrtoval to stvar in je on pripeljal to deklo v hiši, na kar se ta dekla zares zaljubi v najstarejšega sina in mu razkrije vse, kar se je zgodil, na kar se najstarejši sin odloči, da se bo maščeval najmlajšemu bratu, na kar se izkaže, in to je konec sezone, da je ta dekla njuna dolgo izgubljena sestra. Amen? Hvala, ja. Gorko srce, to jesenja RTV. Jaz res upam, da bo spet mojega. Dobro, sedaj pa je čas, da pozdravimo na odru slovenski pevski zbor iz Mendoze. Jaz bi člani in članice kar povabil, da pridejo na odru, nekaj, da smo prav. Slovenski povojni izseljenci so se v Mendozi naselili večinoma že leta 1948. Mnogi izmed njih so že v avstrijskih begunskih taboriščih peli v zbor. Njihovo navdušenje za slovensko pesem pa v izseljenstvu seveda ni zamrlo.
Malo po selitvi so s profesorjem Božidarjem Marinkom oblikovali prvi slovenski pevski zbor v Mlinosu. Prvič so nastopili za Božič leta 1948. Zbor je nastopal po raznih krajih širom Argentine, dvakrat pa je gostoval v Sloveniji in Mazli. Od leta 2000 je njegov umetniški vodja Diego Osket, upam, da sem nekaj zgovoril. Sedaj pa, dame in gospodje, damo en lep aplavz za slovenski pevski zbor iz Mlinosa. Sedaj bomo zapeli, naslednja pesem je Del Prado Vengo. Prihajam s travnika, od Mirjam Kabuš. Del Prado Vengo je guajno, eden redkih argentinskih folklornih žanrov, ki ima korenine od Inkov. Nahaja se na severozahodu Argentine, na območju imenovanih Altiplanika. Po navadi se izvaja s kitaro in čarago.
Hvala lepa pevskemu zboru iz Mendoze. In potem grejo že prihajajo mešani pevski zbor Encija iz Pulja. In to bo tudi naša zadnja točka našega prostega dneva. In preden zaključimo, imam za vas še malo gostil, ki so zelo pomembni. Torej, po koncu koncerta imate še vedno možnost, da si ogledate muzej. Poleg tega so vse stojnice še vedno odprte in da boste vedeli, kaj točno se nahaja v teh stojnicah. In sicer eno stojnico ima Mestna hiša Brežice, potem Društvo kmečkih žena, Heraldika Slovenika, Elementum, to so tile gospodje, kjer lahko rešite anketo, sodelujete v nagradi in za nagradi dobite srebrni kovanc. Jaz smo še definitivno pogledati, kaj je ta srebrni kovanc. Potem ima komunala Vrhnika in komunala Brežice svojo stojnico. Obe komunali sta združeni skupaj z Vodakom za Slovence, vodili tudi ta vodnjak, v bistvu s čisto vodo, tako da če ste željni, da ste lahko biti še vsem. Potem pa še KŠT Selnica oziroma Javni zavod za kulturo, šport, turizem ter mladinsko dejavnost, Selnica ima tudi svojo stojnico ter stara gostilna Krulc, kjer pa lahko dobite hrano. To so torej stojnice, zdaj jaz sem slišal, pa je, da govorice obstajajo, da poteka tudi tekmovanje v podkovilu tudi v Brečicah. Jaz nisem prepričan, a je to resnična informacija ali ne, ampak samo da veste, to se dogaja. Po tem dogodku pa bo koncert v Viteški dvorani in koncert se začne o 7:30, torej 19:30 in takrat se koncert še začne, tudi tam. Potem pa je še ob 9. zvečer koncert v Mladinskem centru Brežice, kjer pa nas bomo videli stand-upom, del stand-upa ste že slišali, mislim, da ste se ampak, ja, v bistvu ste lahko dati en aplauz, da ste se zabavali, po meni ste aplauz, tako da dobite ta aplauz. Zdaj pa, dame in gospodje, še zadnji nastopajoči danes, mešani pevski zbor Encija iz Pulja, dajmo in velik aplauz za njih. Ja, dovolite mi samo par besed. Smo zelo hvaležni in počaščeni, da smo spet tukaj med vami, zbor Encija iz Pulja. Kak je naš minister že povedal, slovenska kultura nas povezuje, ampak različne kulturi, iz katerih prihajamo, nas bogati vse skupaj. Zato dovolite nam, da podarimo eno pesem, posebej onim, katerima je ta melodija oziroma melos všeč, ki radi manj slušajo. A to je ta dalmatinski, jadarski melos. Zorenca, hvala. Isabel Sibila
enkrat našim zadnjim nastopajočim pevskemu zboru iz Pulja. Zdaj pa, dame in gospodje, s tem smo res zaključili današnji dogodek. Še enkrat bi vas rad povabil, da si ogledate vse te storice, kar je tukaj, da si privoščimo, kar ponujajo. Ob 19:30 koncert v Viteški dvorani. Nastopali boste dve glasbeni srednji šoli, dijaki bodo nastopali. Meni so rekli, da se boste jokali v koncertu, da boste peli zraven. Tako da jaz vam res svetujem, dajte si pogledati to zadevo. Poleg tega bi se radi zahvalil organizatorjem tega dogodka, to je občina Brežice, Urad za Slovence. Prosim, dajmo en aplavz za organizatorje, ki so naredili za osnovic. Zdaj, dame in gospodje, samo še eno stvar bi vas vprašal, a ste se imeli dobro? Odlično. Potem vam pa jaz želim, da se vidimo še naslednje leto, da še pridete v Slovenijo in da se imate lepo, dokler boste ostali in da boste jutri imeli eno okusno nedeljsko kosilo. Hvala lepa, jaz sem Robert Bohinc, lepo se imejte še naprej, lahko noče. Veselje, da boste.